mi je tu naredil. Se dajte pa reči. Ta je vklopne, ne? Maja je vklopne. Kjera luč. Torej še enkrat pozdravljeni na okrogli mizi, ki jo trenutno prenašamo prek spletnega portala RTV Slovenija, dan pred premiero dokumentarnega filma o revščini, ki bo na prvem programu, torej jutri ob 20:50, vabimo vsi k pogledu. Gospa ministrica, slišali smo že v dokumentarnem filmu, določene sistemske spremembe so se že zgodile. Kaj lahko obljubite za leto 2017? Hvala za besedo. Ta film se verjetno vsak, ki ga pogleda, se ga dotakne. Predvsem je prikazano tudi, da na nek način mali popravki spremembe v sistemu ne bodo dali tistih rezultatov, ki bi si želeli, ampak gre za dejansko logiko prerazporeditve v družbi, torej širše vprašanje, kako na kakšen način ekonomija, gospodarstvo kot celota deluje. Kar se tiče naših sprememb na našem področju, seveda delamo v tej smeri, kar nekaj letošnjem letu jih bo takih. Prvo je verjetno treba omeniti, kar se tiče varstvenega dodatka in denarne socialne pomoči, torej s prvim in drugim ne bo več vračil, torej dejansko ukinjamo to, da je pomoč države v obliki denarne socialne pomoči in varstvenega dodatka videna kot socialni kredit, ki ga je, koliko je sveta določena premoženje potrebno vrniti. Jaz mislim, da je to pomembna sistemska sprememba. Se pa meja okrajne so 20 000 evrov. 20 000 po kursu, torej to so bistveno nižje vrednosti, kot so tržne vrednosti in sistem smo zelo pogledali in trenutni prejemnik je zelo malo, tako povprečna vrednost je 36 000 po kursu, ki imajo. Torej, šlo je pa vprašanje, na kakšen način tudi drugi sistemi ponavadi ni upravičenosti, koliko je tako veliko premoženja, Nemci, skratka, sistem je vedno, ker gre za solidarnost in morate vedeti, da mladi, ki vstopajo v ta sistem, ponavadi nimajo nobene nepremičnine, so skratka. Poskušali smo najti neko mero, ki bi bila pravična, je pa v bistvu socialne politike, da je meje, ki se postavljajo, dojeti kot pravično in tu lahko ugotavljamo, da pretekle rešitve, ki so bile predvsem leta 2012, strani večine v državi niso dojeti kot pravične in potem je seveda da občutek, koliko in tudi lahko daš potem milijone in milijone denarja, koliko ni sprejeto to kot pravično, seveda ne dosežeš tega rezultata. Potem je tik pred sprejemom na pokojninske spremembe, kar se tiče minimalne pokojnine, kar bo tudi za tiste z visoko delovno dobo pač olajšale stvari. Razpravljamo tudi o minimalni plači, ki je zelo pomembna z vidika delavcev in problema revščine med zaposlenimi, v tem trenutku odprta tema. Po drugi strani zelo pomembna reorganizacija centrov za socialno delo, kot je bilo povedano, informativni izračuni, torej tudi tisto, kar je birokratskega, letni izračuni otroških dodatkov, državnih štipendij, vse to bi želeli po to, kar mi poznamo informativne odločbe Fursa dohodninske, da dobimo enkrat na leto in to, hkrati pa na centre za socialno delo, da se ukvarjajo z ljudmi, odmerjanje denarno socialne pomoči, varstvenega dodatka nazaj v te lokalne enote, več dela z prejemniki tovrstnih sredstev, socialna aktivacija, prvih 97 milijonov evrov sredstev namenjeni ljudem, programom, prvič zdaj smo proti koncu, v letošnjem letu bodo te spremembe, tako da mislim, da se v tem letu veliko je bilo prej dela že, ni se pa še poznalo, letos pa prihaja v realizacijo vse te spremembe. Dejstvo je, da brez sprememb, če želite tudi znotraj Evropske unije, znotraj Slovenije, v globalnem okolju teh sprememb prerazporeditev bistvenih ne bo, bomo še vedno znotraj tistega, kar ustvarjamo in potem prerazporedimo. Tako da debata ta, ki je za vprašanje, kako na kakšen način posameznik, kaj je prekarnost, na kakšen način zagotavljati socialno varnost in novim kategorijam, gre za spremembo sistemov socialne varnosti, torej sistem socialnega zavarovanja je nastajal od Bismarcka dalje 19. stoletja, potrebuje temeljne premisleke, znotraj tega tudi verjetno utrdel, kolikor bo seveda posadno, bomo kot družba šli v temu, da delo ni več tista ključna kategorija za zagotavljanje socialne varnosti. Kar nekaj premislekov nas čaka v tej smeri. Veliko sistemskih sprememb ste našteli, ali to pomeni, da so zavinalnice nima tudi več
novih socialnih politik. Kako poteka dialog z Ministrstvom za finance? Z Ministrstvom za finance je vedno zanimiv dialog, morate razumeti, da vsak mora svoje na nek način prerazporeditve šolstvo bi svoj denar, več zdravstvo, skratka težko je in jaz razumem tudi Ministrstvo za finance. Dejstvo pa je, da poskušamo v dialogu z argumenti, tudi na ta način seveda prispevajo k temu, da se pokaže obraz tem problemom in da se potem tudi zagotovi prerazporeditve. Dejstvo pa je, da znotraj obstoječih sredstev, da logika, da Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve enake možnosti zgolj znotraj svojih sredstev zagotavlja tako za višje pokojnine, višje varstvene dodatke, več zaposlila seveda ne gre. To je celotne družbe problem, celotne države, če želite, in edino, če bi in ko bojo vsi resorji na to način, kot del svojega problema gledali, lahko učinkovito rešujemo ta problem, dokler ostaja to socialni problem tega ministrstva, ne glede na to, kdo ga vodi, ta problem ne mora biti učinkovito rešen. Anita Ogulin in Zdarke Mešičik, da ste se nekako povezali že pred leti z... Ni problema, počakam. Da ste se nekako povezali tudi pri reševanju samih deložacij brez pravne pomoči, kot smo slišali Anita Ogulin v dokumentarnem filmu Polovica Slovenije. Je dejansko se bori za preživeti tudi tisti z visokimi akademskimi izobrazbami. Pa morda najprej, zakaj je prišlo do te povezave, oziroma Nina Zdarke Mešičik, zakaj ste čutili, da je potrebno vzpostaviti brezplačno pravno pisarno in kako dejansko ta deluje, koliko je klicev na dan, na teden, na mesec in kaj so najbolj pogosta vprašanja? Brezplačna pravna pomoč dejansko zdaj teče že 4. leto, pomagali smo že več kot 400 družinam in posameznikom. Gre za to, da pač ponujamo celovito pomoč ljudem, ki se znajdejo v eksistencialni stiski, se pravi, ko pride do neke situacije, bodisi da ne dobijo denarne socialne pomoči ali kakšnih drugih transferjev, da imajo grožnje za deložacijo, mi se pač vključimo in jim pomagamo od začetka do konca, se pravi, ne gre za en pravni nasvet, ker pač smo ocenili, da s tem se ljudem, ki so v takšni stiski, ne da pomagati, potrebujejo v bistvu, da jih primeš za roko in da jih pelješ od začetka do konca. Predvsem pa zato, ker smo takrat skupaj, ko smo sodelovali pri nekako ustanavljanju botrstva, smo ugotovili, da je to pomemben del problema, da država ljudem v najtežjih stiskah ne pomaga, ampak jim kvečjemu postavlja ovire na poti do uveljavljanja tistih pravic, ki jim po zakonih in podzakonskih predpisih gredo. Videli smo in skupaj z močmi, se pravi Zveze prijateljev mladine, botrstva, Vala 202, Jane Vidic, ki je bila zelo aktivna pri oblikovanju predlogov, smo pač prišli do nekaterih sistemskih napak, ki smo jih ugotovili in smo predlagali določene sistemske spremembe in smo bili deloma tudi uspešni. Ministrica je bila tu vedno konstruktiven sogovornik in je pač poizkušala iskati rešitve, seveda v okviru danih možnosti. Vidimo pa, da še vedno ni nekih pomembnih premikov, zlasti na področju stanovanjske politike. Nacionalni stanovanjski program v ničemer ne naslavlja teh problemov, o katerih govorimo že vsa leta, se pravi zlasti družin, ki so v socialni stiski, neprofitne najemnine in zlasti stroški, ki so priključeni tem neprofitnim najemninam, so previsoki in družine, ki se znajdejo v socialni stiski, tega nikakor ne morejo plačevati, zato smo pač predlagali rešitve po vzoru recimo Avstrije, kjer se oblikujejo čista socialna stanovanja, kjer v bistvu je bivanje brezplačno in pa potem ta neka kvazi socialna oziroma, kot mi rečemo, temu neprofitna stanovanja, kjer so pač subvencionirane najemnine, ampak mi pa zaenkrat imamo samo tako imenovana neprofitna stanovanja, ki pa nimajo te funkcije, kot bi imela ta čista socialna stanovanja, kamor pač lahko nekako zagotovili varno namestitev tistim družinam, ki so pač dejansko brez nekih prihodkov razen denarne socialne pomoči. In tukaj je še vedno veliko problemov, stanovanjski skladi se obnašajo pač kot gospodarski subjekti, ne razumejo, da imajo tudi neko drugo funkcijo, nek drug namen. Veliko je borb s tem, da pač ne pride do deložacije, tudi zakon omogoča določene izjeme, ki jih ne želijo interpretirati ustrezno, ampak mislim, da skozi ta leta, ko smo postali nekako relevanten sogovornik in ko vejo, da imajo ljudje v stiski,
v bistvu tudi nas na svoji strani so tudi začeli spreminjati malo svoje politike in se bolj zavedajo tega, da pač v določenih situacijah do deložacije ne more priti in smo tudi že kar v nekaj sodnih sporih bili uspešni, zdaj pa se v bistvu skladi bistveno manj poslužujejo teh postopkov tudi nekako zaradi tega, tako da je imel ta naš projekt nek generalno preventiven učinek, ne. Ampak mislim, da to ni rešitev, no, dolgoročna rešitev je sprememba politik, in zlasti tudi ta del, ki ugotavljamo vedno bolj, da predstavlja poglabljanje revščine ljudi, ki so že tako v težkih situacijah in to je nedelujoče zdravstvo in recimo šolstvo. Ne. Če bi mi dejansko imeli učinkovit zdravstveni sistem in če bi ljudje z tem pač, da imajo pokrito zdravstveno zavarovanje, lahko dostopali do zdravstvenih storitev normalno, potem bi bilo bistveno manj tudi teh težav zaradi tega, ker vidimo, ne vem, otroci, ki rabijo posebne pripomočke in tako cel kup stvari je, ki jih zdaj kar zdravstveno zavarovanje ne krije, ne. Recimo zobozdravstvene storitve skoraj v celoti izpadejo, ker pač smo dovolili to, da pač zobozdravniki imajo svoj mali fevd, v katerem pač na koncesijo praktično ne pride zraven, razen če si na pol mrtev, ne. In v bistvu to je to, kar država dopušča in kar ljudi, ki so že itak v situaciji, ne, ko nimajo niti za osnovne stvari, še dodatno poriva globje, ne. Enako je z šolstvom, ne. Če bi dejansko imeli brezplačno šolstvo, ne, potem v bistvu bi bilo bistveno lažje, ne. Če pa ti na začetku leta dobiš seznam pripomočkov, ki jih moraš iti kupiti, ne, in ki še za mene, ki lahko rečem, da sem dobro stoječa mati, ne, ko pridem v trgovino, pa si mislim, a so te ljudje normalni, ne, ko mi zmečejo v košaro vse voščenke in take in onake in 16 plasteline, ki jih nujno potrebujejo, ne, za izobraževanje obvezno, potem v bistvu se zamisliš nad tem, ne, a res ne more država več narediti za to, da otroke ne bi spravljala v take stiske, ker sem prepričana, da je ogromno otrok, ki pa ne morejo tega zagotoviti, ne, in staršev, ki ne morejo tega otrokom kupiti, pa vendarle je popolnoma normalno, da se vsako leto na začetku šolskega leta razdelite sezname in kljub temu, da na to opozarjamo, tukaj ni bilo pa še nobenega premika, ne. Anita Ogolinko sva z Barbaro Zemljič, scenaristko in režiserko dokumentarnega filma Pod mostovi, hodili k vama po naslove, tudi po informacije, kaj se danes dogaja na terenu. Ste imeli take rokovnike. Ja. In enkrat ste dejali, to je samo, ves je bil popisan, ta je nastal samo v zadnjih 14 dneh. Ali se je stanje, aprila smo snemali z vami na mostu tele izjave, ali se je stanje kaj izboljšalo v tem času? Ja, žal ni se izboljšalo, ne. Samo sprememba se je zgodila v tem, da vse več prihaja k nam ljudi, kot zdaj ugotavljamo, ki so zaposleni, ne. Da ne govorimo tistih, ki pač so upravičenci do socialnih oziroma javnih sredstev. Stiske se seveda poglabljajo, ne. Mi vsi vemo, da se poglabljajo, dolgotrajna revščina pušča posledice. Mene je najbolj strah, ker dolgotrajna revščina ljudi odmika od trga delovne sile. Zato smo eden prvih ukrepov, ki je bil, oziroma predlogov, takojšnja aktivacija ljudi. Ljudi je treba držati v neki aktivni fazi. Nikakor je nemogoče, da bdijo doma, ždijo doma, duševno in fizično obolevajo in ne bodo nikoli več sposobni biti koristni oziroma učinkoviti in s tem tudi ohranjati svoje dostojanstvo. No, to je ena zgodba. Druga zgodba, ki se nam pa res zdi tako kruta, je pa ta. Mi ugotavljamo tudi s pravno pomočjo, kako ljudje izgubljajo vse, kar so ustvarjali, kar so soustvarjali. Glejte, država, to smo vsi mi, ne, ampak ta ista država ali pa institucije države ljudem dajo izvršbe, dajo rubeže, ljudem zaračunavajo dodatne zamudne obresti. To je nemogoče, kot da je država proti državljanom. In kaj se potem zgodi? Vse, kar so do tistega trenutka ustvarili, ta trenutek ne zmorejo plačevati, zato je tudi poroštveni sklad. Ampak zgodi se to, da država recimo zarubi vse, kar so do tistega trenutka zmogli ohranjati kot nekaj svetega, da bodo pač, ko bodo prišli na zeleno vejo, imeli za življenje. Ampak država jim to seveda zarubi. In grozne so informacije, ko slišiš, da na prvi narok imajo nekaj ljudi, ki ne dopustijo kupce, da grejo na prvi narok, ampak čakajo, morajo oditi stran, čakajo na drugi narok, kjer je 50% znižanje seveda vrednosti, ki so ljudje ustvarjali. Na drugi narok pridejo in potem
potem ugotoviš, da so kupci tisti, bi rekla, postavljeni na institucijah kot glavni direktorji, ravnatelji ali še kaj, kupci tisti, ki dajo izvršbe državljanom. Hočem vam povedati, da ta korupcija, ta sprijenost te naše družbe je tako globoka, da jo že težko trpiš. Da ne govorim, da mi smo dnevno soočeni s stiskami otrok. A vi veste, kaj pomeni deložirati družino? Pride policaj, pride policija, pridejo neznanci v družino. Kakšne posledice, kakšne travme puščajo otrokom? Kaj to predstavlja za nekega starša? Nikoli več se ne sestavi v družini, ker je varnost, ki so jo vsaj do tistega trenutka, ko so imeli še dom, zagotavljali, popolnoma izgubili. Hočem vam povedati, nič ni boljše. Ta trenutek še ni izboljšanja. Jaz si ga in vsi mi si ga želimo, ker verjemite mi, ni enostavno biti dnevno soočen z zgodbami, ki jih rešujemo, da ne prihaja še do večjih tragedij. Andrej Šteršek, tudi vas kaj naslavljajo državljani, s kakimi vprašanji glede revščine, zelo ste aktivni v samih javnih nastopih, nenehno opozarjate na ta problem v slovenski družbi? Premalo časa sem jo, nisem se še skoncentriral, kako se ne odzovem. Ne samo na film, ampak na to, kar poslušam. Predvsem se nisem še skoncentrirano zbral, kako naj se odzovem na to, kar ministrica govori, ampak se bom zelo potrudil, da ne bom govoril nič drugače, kot sem govoril, ali pa kot je zame značilno, da javno govorim zadnjih 10 let, ne smem pa na to pozabiti, ker ne bo v redu, če bom to danes naredil. Dajte me vprašati še enkrat. V dokumentarnem filmu sva tudi z Barbaro Ozemič uporabili tale stavek, ki je vaš: s pravilnim, odgovornim in empatičnim uresničevanjem ustave revščine ne bi bilo. Ja, zdaj najprej točno o tem stavku. To, če sem jaz v to prepričan, pa če lahko to prepričanje utemeljim ali na parih tipkanih straneh, ali pa, ne vem, v knjižni obliki, ki jo pač zdaj dokončujemo o Sloveniji kot socialni ustavni demokraciji, to nič ne pomaga, če tega prepričanja ne delijo tisti, ki jih s tem prepričanjem naslavljamo. To so seveda večina kolegov, kolegic pravnikov, to so vsi, ki imajo tako ali drugačno vlogo ali funkcijo v dnevni politiki, javni funkcionarji. In če tudi je to prepričanje dokazljivo, ne samo z nastankom slovenske države, ne samo z nastankom ustave, ne nazadnje tudi z bistvenim dogajanjem tik pred koncem druge svetovne vojne, ko je bila začrtana idejna politika Evrope, kakšna naj bi bila kot socialna demokracija, ki temelji na solidarnosti, ne pozna revščine in tako naprej. Hvala Bogu, v Sloveniji imamo briljantne, vrhunske založbe, strokovnjake, humaniste, družboslovce in prevajalce, ki omogočajo tistim, ki morda ne znajo angleško ali celo nemško, francosko, da te stvari tudi v knjižnih oblikah preberejo, pridobijo vedenje, pridobijo znanje, se izobražijo. Imamo briljantne knjige, briljantno prevedene v slovenski jezik. Problem je pa pač ta kronični, da zelo malo ljudi bere, vse manj ljudi študira, vse manj ljudi je izobraženih. Tako da, ko danes takole javno govoriš o tem, da je pravica do zaščite pred revščino že element socialne države, ko govoriš o tem, da je osrednja vrednota solidarnost, da v socialni državi revščine pač enostavno ne more biti, ne sme biti, kamoli, da je ekonomsko dokazano, da ni treba, da bi bila, ne nazadnje je pred kratkim časom o tem celo ugledni ekonomist Max Tajnika recimo o tem pisal v Dnevniku in tako naprej. Te tisti, nevedneži, neizobraženci,
ki pa imajo rokohitrski dostop do teh novih medijev, zelo hitro etiketirajo z izrazi, kot so socialist, marksist, še kaj podobnega. Dejansko gre pa tukaj samo za ideje, ki so bile dognane in po črki zapisane že od Aristotela naprej ves čas, ampak če govorimo recimo o polpretekli zgodovini od konca druge svetovne vojne naprej. Tako da, ker živimo pač v svetu splošne amnezije, da se pač vsega tega ne spominjamo in se je treba vsakič znova krčevito boriti in prizadevati za to, ker humanist in normalno razmišljajoč človek bo razumel kot minimalni standardi civiliziranosti in kulturne osveščenosti, je seveda včasih treba malce slediti tudi temu politično-kulturnemu toku, da je treba stvari zapisovati. Čeprav se temu zelo nasprotujem, ker nekatere stvari so že dokazane, druge so samoumevne in tako naprej, ampak ker se to izginja, moramo stvari zapisovati. Recimo primer tazga zapisa je zdaj pravica do zdrave pitne vode. No in ker živimo v takem svetu, sem se zdaj odločil, da se bom tudi sam dovolil v tem smislu malo intelektualno in umno prostituirati in sva s kolegom Branetom Golubovičem prav včeraj uspodbujena z vašim dokumentarcem in tudi z najnimi pogovori v zadnjih mesecih ustanovila nekaj, kar imenujeva Svobodna zveza za odpravo revščine, z ciljem, da poskusiva doseči, to je zdaj ta prostitucija, izrecen zapis pravice do zaščite pred revščino v ustavo, če tudi jaz to že razumem kot elementarni element socialne države, pri čemer pa, toliko povem, da tudi sam tukaj ne sledim filozofiji vsiljevanja ali prisiljevanja, ampak bi najprej rada preverila, ali med Slovenkami in Slovenci sploh je neka reprezentativna, pomembna, kritična masa, ki podpira to idejo, ki se ji bo to zdelo kot nekaj, kar more biti sestavni del slovenske politične, kulturne in pravne identitete. Zato bo prvi cilj zbrati podpise državljank in državljanov, da se predlaga sprememba izrecen poseg v besedilo ustave. Če ti podpisi ne bodo zbrani, potem bo to malce se razvodenilo zgolj kot neka peticija, če pa bodo zbrani, potem pa naslednji korak prisiliti državo k tej spremembi ustave. Jaz upam, da se bo to zgodilo, če pa berem malo spletne forume, dobim pa občutek, da se to absolutno ne bo zgodilo. Ampak bodimo optimisti. Ja, stvari se splača preveriti na terenu. Darja Zaviršek, ko smo se pogovarjali pred samo okroglo mizo, ste dejali, da bi zelo želeli izpostaviti revščino žensk. Zakaj? Torej, to je eden od fenomenov. Jaz bi najprej mogoče rekla nekaj v zvezi s filmom. Vse čestitke režiserki in scenaristkama. Mogoče dve omembi. In sicer ena je, da je nekako film večkrat naglasil problem mednarodnih prisil, ki Slovenijo prisiljujejo v varčevalne ukrepe. Res, da je to nekaj časa bilo nekoliko tega, vendar moram reči, da dokumenti, ki jih berem strani Evropske komisije, opozarjajo tudi Slovenijo na to, da ima določene skupine prebivalcev, ki so tako revni in tako ogroženi in živijo tako zelo prekarno, da je to tudi znotraj Evropske unije problem. Torej, mladi med 18 in 24 letom, kjer, to smo tudi danes v filmu slišali, ampak tudi sicer so veliko manjkrat zaposleni kot mladi v isti starosti v povprečju Evropske unije. Seveda potem to nažalost mladi nadomeščajo s tem, da hodijo študirati in tako postaja tudi univerza neke vrste
Zavod za zaposlovanje. Druga skupina ljudi so starejši, to je tudi naglasil film, ampak Evropska komisija je sama opozorila, da imamo v Sloveniji problem, zato ker je revščina starih, zlasti žensk, po 65. letu in potem zlasti po 75. letu starosti tako nizka, da je bilo recimo leta 2014 je bila samo še Litva za nami, zdaj mogoče smo že čist pri repu, kot je rekel Srečo Dragoš. To pomeni, če pogledamo recimo nacionalne države, kot je na primer Nemčija, ne? Angela Merkel je zelo dobro fokusira svojo politiko na to, da poskrbi za državljane in državljanke, pa ne samo za njih, ne, tudi za milijon beguncev, medtem ko se mi zdi pri nas izgovarjamo na to, da nas bo Evropa kaznovala. Poglejte recimo, če damo analogijo zakona o tujcih, ne, zaradi katerega, če bo sprejet, bo v bistvu demokratični politiki Evrope bodo skrajno zgroženi, ne, in nas bodo še enkrat poslali v kot, bi rekla, ksenofobnih postsocialističnih držav, ampak ta zakon nekateri želijo kljub vsemu sprejeti. Ne. Ko gre pa za revščino, pa se vedno znova sklicujemo na to, da nas recimo omejuje Evropska komisija ali pa drugi varčevalni ukrepi. Druga stvar, ki bi jo rada opozorila, je nekajkrat ste v filmu naslovili centre za socialno delo. Češ, da zdaj, ko bo prišlo do reorganizacije, bodo lahko socialne delavke in delavci se ljudem posvetili, jih poslušali in tako naprej. To je v bistvu, to ni cilj centrov za socialno delo. In socialne delavke so same frustrirane zaradi tega, ker smisel socialne službe je, da vam pomaga najti zaposlitev ali pa vam organizira socialno stanovanje ali pa bivalno enoto in tako naprej. Socialne delavke tega ne morejo narediti zaradi tega, ker nimajo teh virov. In največja frustracija je, ko pride nekdo, ki je brezdomen, reven in brez zaposlitve, socialni delavki in pravi, daj, jaz bom umrl ali pa nekaj potrebujem in pravi socialna delavka, jaz vam ne morem nič organizirati, nič nimam. To pomeni, to je pravzaprav poniževanje ljudi, če tam, kjer ni virov, se ponuja nek pogovor in tako naprej. To je popolnoma nesmiselno, tako da to ni socialno delo in to niso dobre socialne delavke. Ne? In če se v to potiska centre za socialno delo, potem bodo še naprej napadi kritik in tarča kritik. Predstavljajte si frustrirane ljudi, ki upravičeno pravijo, zakaj psihologizirate našo ekonomsko stisko. In seveda, recimo, če omenim, zdaj, če grem na vaše vprašanje, ena od skupin, poleg mladih, kot sem rekla, je večja skupina revnih predstavljajo ženske. Ženske so zgodovinsko revnejše, so sistemsko revnejše in zdaj se je izkazalo, da tudi, če pogledamo njihove pokojnine, so bistveno, torej 20%, več kot 20% nižje kot pokojnine moških v starosti nad 65 let ljudi v Sloveniji. Ta fenomen ni samo tipičen za Slovenijo, ampak za vso Evropsko unijo, kjer so izračuni in seveda lahko rečemo, da tista področja, kjer ženske opravljajo vse življenje neplačano, skrbstveno delo, se jim potem maščuje v tem, da imajo seveda mogoče manjšo pokojnino, ker prej nehajo delati, ker so bolj izčrpane, ker opravljajo več skrbstvenega dela pri skrbi za otroke in tako dalje. In zato, ker so sistemsko v tistih zaposlitvah, ki so manj plačane. Recimo, če pogledamo javni sektor v Sloveniji, kjer so se plače zniževale, vidimo, da je v 80% javnega sektorja so ženske. Pri deložacijah, recimo, spominjam se, ste me spomnili, na deložacije iz 90-ih let, recimo priča
bila sem zraven pri eni deložaciji leta 1997, ko je mestna občina Ljubljana hotela nazaj neko svojo klet na Trubarjevi ulici in kjer so pred mojimi očmi deložirali eno mamo samsko z 2-letnim otrokom, ki je imel še plenice in 14-letnim sinom. In kam to družino dati? Sina so dali v neko stanovanjsko skupnost, kjer so bili mladi odvisni od drog, zato ker ni smel iti v materinski dom, ker je bil prestar, mamo in otroka pa v materinski dom. In torej, če zračunate, so te ljudje zdaj, recimo ta sin je zdaj star malo manj kot 30 let. To pomeni, dejansko je takrat v času pubertete doživel najbolj skrajno obliko revščine, to pomeni, da so ga razselili na cesto, bil je ločen celo od mame in sestrice, otrok je doživel revščino in sem videla, da ste v filmu tudi moj citat uporabili, da raziskave mednarodne kažejo, da je ena najslabših stvari za otroke, poleg nasilja, izolacije, zlorab, je revščina. In nekateri so pokazali, da je recimo v otroštvu živeti 5 ali več let v revščini zelo slabo. To je slabo zato, kakšna pričakovanja človek dobi do sebe, do svoje kariere, do svojega šolanja, za vse življenje. In dalj časa, ko človek živi v revščini, manjša so njegova pričakovanja, kaj lahko v življenju naredi. Slabše so izkušnje, slabša je samopodoba in tako naprej. In to človeka zaznamuje vse življenje do tega, da lahko v odraslosti, ko se slabe stvari velikokrat kulminirajo, lahko pride do težav v duševnem zdravju. Gospa ministrica, tudi v dokumentarnem filmu, tudi Darja Zaviršek je zdaj izpostavila, smo na samem vrhu Evropske unije, kar se tiče revščine upokojenih, predvsem vdov, na 75, po drugi strani smo slišali v dokumentarnem filmu Marka Fungla, kakšen problem so te atipične zaposlitve, tudi tukaj smo v samem evropskem vrhu po številu atipičnih zaposlitev, kot prve zaposlitve mladih, poziv k spremembi delovnopravne zakonodaje, da začnimo najprej delovnopravne zakonodaje. Tudi to obljubite. Na ministrstvu smo lansko leto pripravili dokument Dostojno delo, ki celovito naslavlja ta vprašanja. Mi smo več kot 8 delovnih skupin imeli že z pogajanjem glede spremembe zakona o delovnih razmerjih, zakona o inšpekciji dela in zakona o urejanju trga dela, torej področje vseh 3 zakonov, ki pokriva trg dela kot celoto. Spremembe so, predvsem ena izmed pomembnih je obrnjeno dokazno breme, ker bodo morali delodajalci dokazati, da ni šlo za delovno razmerje in tudi pač to, kar je bilo predlog na malce drugače pravno utemeljen in nesporen način, da mora tak zaposlen dobiti v ponudbo, v podpis pogodbo o zaposlitvi, da nekaj teh sprememb je. Dejstvo pa je, kar je bilo tudi izpostavljeno, ne vprašanje, kako so delavci videni, ali so sindikati še tisti, ki zagovarjajo tudi interese prekarnih delavcev, ker v bistvu tukaj znotraj so zelo različni pogledi na sistem, ker morate vedeti, da sindikati prvenstveno seveda ščitijo zaposlene za nedoločen čas, ker so pač kategorija, kjer imajo vse pravice, medtem ko drugi, ki vstopajo, vprašanje, kako, na kakšen način se dojemajo. Jaz vedno pravim, da ne želim boja znotraj njih, da se morajo znotraj uskladiti, kako, na kakšen način, ne. Ampak dejstvo je, da bo potrebno tudi spreminjanje zastopništva delavcev, zaposlenih, vseh tistih, ki vstopajo na trg dela kot sogovornika države pri oblikovanju teh sprememb. Skratka, te spremembe, ki se družbeno dogajajo, zadevajo tako sindikate, delodajalske organizacije in če želite tudi državo, vse to, in smo znotraj teh spreminjanj. Torej, te spremembe teh 3 zakonov so tik pred uskladitvijo. Verjetno do popolne uskladitve s socialnimi partnerji ne bo prišlo, pa seveda mi pa vedno vložimo, ker verjamemo v socialni dialog, da poskušamo uskladiti spremembe, ki se tičejo teh ključnih akterjev, torej predstavnikov delodajalcev in pa predstavnike delavcev. To je, kar je tega. Po drugi strani pa gre za vprašanje, ko govorite o prekarnosti. Jaz sem imela ravno prejšnji teden z gospodom Poglajnom zanimiv intervju glede teh vprašanj
In seveda, ko rečete, da je prekarnost in stojimo na stališču, da so prekarni tudi vsi zaposleni za določen čas, kljub temu, da imajo plačane vse prispevke, da dejansko imajo zagotovljeno ekonomsko, pravno in socialno varnost, seveda je vprašanje, ali pravilno targetiramo problem, ne. Tudi ko rečemo, da so vsi espeji prekarni, je vprašanje, če je temu tako. Mi imamo problem po drugi strani, ki ga tu ne naslavljate, da nekateri zaposleni oziroma delavci ne želijo biti v delovnem razmerju, ampak želijo imeti sklenjen espe. Skratka, resnica ima vedno dva obraza in tudi pri espejih moramo paziti. Tudi podatki kažejo, da so nekateri znotraj teh seveda ranljivi, treba je zagotoviti sistemsko, da bojo tisti, ki so espeji, da bojo imeli zagotovljene med njimi in pa strani države zagotovljeno zdravstveno varstvo, tudi takrat, ko ne morejo delati, ampak posploši, da je to problem kot celota in da je pač to treba na nek način ukiniti, je seveda vprašanje, ali temu tako. Mi smo po SP-jih znotraj Evrope pod evropskim povprečjem, torej SP-jev je v Evropi manj, kot je drugje. Skratka, moramo videti stvari, mi smo se tudi pogovarjali z njimi, kako na kakšen način narediti neko celovito študijo, so zelo različno, nekateri prekarnost, predvsem z tega atipičnost, ali se strinjam s to atipičnostjo ali ne. Torej tisti, ki se ne strinjajo, so torej prekarni, ki delajo v atipičnih oblikah, drugih ne. Skratka, tu znotraj bo treba najti eno bolj jasno definicijo, zato ker bo potem lažje ta problem tudi naslavljati. Vsekakor se pa z večjo fleksibilnostjo na trgu pač povečujejo problemi, tako znotraj zaposlenih, kot tudi drugih kategorij delavcev, ki vstopajo v različna fleksibilna razmerja na trgu dela. To je pa dejstvo. Samo za intermeco seveda ne gre za poziv, da bi se ukinjalo SP-je, gre samo za poziv, da se sistemsko uredi za vse, ko se že sami v enem stavku dodali, pa da še ste želeli replicirati. Ja, sem rabili na uro pa pol. A delo Jaz pa eno uro. Sej to počnem, zato pišem te članke v te knjige, ki pišem sam sebi, ki ne bere, no, čas starša, če pa imam. Prebereta, to je pa približno to. Radi sem naredil to, ker delam zadnjih 10 let, pa še izkoristil to priložnost, da bi samo zato, da ne bi čisto vsi padli, čisto vse finte, pa na celoten paket manipulacije države, samo na dve stvari bi upozoril. Na nekaj dobrega in na nekaj slabega. Prvič, večina teh stvari, ki se javno predstavljajo kot domnevno načrtovanje neke novosti in koraki naprej pri spremembah zakonodaje v smeri in v funkciji večje socialne države, to je zavajanje, to je pesek pomoči, to je popolna manipulacija. Velika večina teh stvari, ali pa tiste, ki so bistvene, vsaj zame kot pravnika in za tiste, ki se ukvarjajo s socialnimi vprašanji, gre samo za to, da je država šla v zadnjih parih letih tako daleč pri posegih v zakonodajo, da je v te zakonodaje upisovala člene, stavke in člene, ki jih človek nikdar ne bi smel zapisati, kamor ni človek, ki je v funkciji predstavljanja država kot aparata. Do tega, kaj vse in kako se prišteva ljudem v smislu, da imajo neko premoženje, pa potem zaradi tega mladi starši, pa študentke, pa dijaki ne dobijo štipendij ali pa mladi starši subvencij za vrtec in tako naprej. Do tega upoštevanje nekih travnikov s fiktivnimi izračuni, toliko, da se cenzus preseže, do upogleda v bančne izpiske, do upoštevanja vrednosti, ne vem, avtomobilov in tako naprej. Jaz sem v tem že veliko pisal, stvari so še tako daleč, recimo, da so mene, hvala Bogu, pred časom opozorili, tisti, ki so se na to spoznali, bolj kot jaz, da če poskušamo s kolegi kdaj kakšni socialno ogroženi družini pomagati, tako da bi jim celo kakšen denar nakazali, da moramo absolutno denar prenesti v kuverti. Ker če ga nakažeš, in če se vidi to na računu, potem to
država, aparat, takoj prišteje k njihovemu bogatstvu in zaradi tega zgubijo še tiste socialne prejemke. In to seveda zdaj spreminjanje tega ni nobena revolucionarna, razsvetljena, postmodernistična novost. To je zdaj samo, da ta nenadzirani in nenadzorovani postfašizem vrnemo malo nazaj, 3 korake, toliko nazaj, da bi se ljudje s srcem in s pametjo sploh lahko tem še konstruktivno pogovarjali. Drugi vidik, recimo, je seveda, to je zelo pomembno, delovno pravo, kjer tudi te novosti, o katerih jaz slišim, v bistvu niso novosti, ampak so samo pod prisilo povzemanje, sprejemanje in zdaj s poskusom zapisovanja v zakonske člene, to recimo, o čemer so sodišča odločala, ko pa niso odločala o ničemer drugem, kot o tem, kako je tisto, kar že zdaj piše v zakonu, treba v praksi razlagati. Problem v praksi so vedno ljudje. Je pri nas v Sloveniji problem so to socialno zakonodajo, ki so se v njej znašali, kot so rekel, stavki členi, ki se nikdar ne bi smeli znašati v katerikoli zakonodajo. Recimo, eno vprašanje, Vrhovno sodišče tukaj storijo zelo dobro delo, recimo, ko je izdalo sodbo nedavno, recimo o tem, da seveda, če je delavec dobival previsok dohodek, da ne moš od njega zahtevati, da ga bo vračal, pol sodbo o tem, da vsakdo, ki je en dan delal pri delodajalcu, po njegovih navodilih in v skladu z dogovorom že avtomatično vstopi v delovno razmerje, da na ta način tudi študenti in študentke vstopajo v delovno razmerje. To so vse precedensi Vrhovnega sodišča. Imamo tudi negativne precedense, recimo. Imamo tudi precedense, ki dopuščajo, da se delodajalec dejansko lahko znebi delavca, ki ga ne mara, sploh takega, ki ga kritizira, tako da se enostavno zmisli, pa magari 5 minut pred koncem obravnave na sodišču, da pač je porušeno njeno medsebojno zaupanje. O tem sem tudi pisal v zadnjem času. Da strnem in da sklenem, kaj hočem reči? Še enkrat, jaz sem tukaj zato, da ne padamo, da povem, da ne smemo padati na finte, čeprav vem, da bomo padali na finte, koliko skozi padamo na finte, da bo čisto, ampak prvič se ne napovedujejo nobeni socialno-revolucionarni posegi v zakonodajo in drugič 99,9 teh problemov, ki smo jih videli v vajenem čudovitem dokumentarcu, je rešili izključno z drugačnim delom tistih, ki odločajo. To odločanje gre pa o obstoječem pravnem redu, ki ga ne tvorijo samo členi v zakonih, ampak tudi sodne odločbe, odločbe ustavnega sodišča, komentarji in tako naprej, treba se da brati, razumeti in resno vzeti, od zadnjega uradnika, ki pritisne na gumb, ki reče mladi mamici, mene ne zanima, kakšne ste imeli dohodke, prejšnje leto, če meni računalnik vrže pač dohodke izpred 3 let, ni pač vrže dohodke izpred let in tudi moj problem na ministrstvu, pa vse to vsi dajo, vse so tem obveščeni, ampak jih to ne zanima in na koncu seveda do tistih, ki so v nekem trenutku na neki ministerski funkciji, na katerikoli. In zdaj na tej relaciji je mimo Brusla in njegovih krempel, mimo tistega, ker medalj Brusel zapove, pa smo to obsojeni, ne moramo ravnati drugače, in na tem socialnem področju toliko manevrskega prostora in toliko avtonomije države in državne politike, da trdim 99,9% teh problemov je že jutri razrešenih samo z drugačnim osebnim odnosom tistih, ki potem odločajo se s tem ukvarjajo. In centri za socialno delo so velik problem. Ne tisti, ki delajo dobro in odlično, ampak tisti, ki delajo tako, da tam ne bi smeli delati. In s tem se nihče ne ukvarja. Razen morda gospa Vita Juri. Gospa Odorjeva. Hvala lepa. Ja, kaj Tudi vi ste v filmu izpostavili problem delovanja in ste pozvali k reorganizaciji delovanja centrov za socialno delo.
Vse je res. Glejte, vsi smo samo ljudje. Mi naletimo na centre za socialno delo, ki z nadpovprečnim trudom pomagajo in skupaj rešujemo zgodbe. Ko ste govorila o tistih velikih zvezkih, glejte, ne gledamo, koliko je zvezkov, ampak koliko je rešenih zgodb, ker to šteje, samo to šteje. In tako kot smo vsi ljudje, so dobri na centrih, so slabi na centrih, tako kot v vsaki instituciji. Ampak jaz ves čas vem in trdim in iz naših praks lahko zagotovim, da ne more samo Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve ta hip spraviti to revščino na nek nivo, ki ne bo več taka, kot je ta trenutek, ampak absolutno v sodelovanju z vsemi ministrstvi. Čisto vsi so ta trenutek dolžni narediti maksimum za ljudi, ki živijo tako, kot živijo pa zelo slabo. Jaz verjamem, ja, tam, kjer je volja, je pot in tam, kjer si človek zavzame in kjer hoče karkoli dobrega narediti za sočloveka, tam bo rezultat. Ampak mi vidimo, da je toliko nesodelovanja med temi institucijami države, da verjamem, da tukaj padajo še tako dobri nameni in dobre zgodbe in naš ves trud. Zato pozivam res čisto vse, da naredimo vse, kar zmoremo in znamo, predvsem pa za kar so v institucijah države plačani in za kar so odgovorni in kar jim nalaga tudi naš osnovni dokument ustava, da se gredo resno, ker, a veste, ves čas govorim, ne, vrednost ni v materialu, vrednost je v ljudeh. In če smo državljani izvolili to, kar smo ta trenutek, jaz verjamem, da je treba državljanom vrniti dostojanstvo. Gledam z vidika človeka, ki je ta trenutek tukaj, ki je bil v filmu. A veste, lani ste ga snemali. Njegova zgodba se je še poslabšala, pa nič drugega ne želi, kot dostojno delati in zaslužiti, da preživi svoje otroke. V tem je zgubil tudi hišo, vse, kar je zmogel. In zato govorim, ne, a veste, mi se tukaj ne moremo samo pogovarjati, mi moramo ukrepati in to vsak tam, za kar je in kjer dela in kar mora in kar zmore. Civilna družba se je dobro organizirala. Veste, mi imamo projekt Volja vselej najde pot. Mi smo ugotovili, da se res vse da, če se hoče, na enem mestu. Ker človeka, ki je ranjen, ki je prizadet, vlačiti od vrat do vrat, od človeka do človeka, nemogoče. Končni izplen je tragedija. Zato še enkrat pozivam čisto vse, naredimo, kar zmoremo. Jaz sem hvaležna odvetniški pisarni Nine Zidar Klemenčič. Jaz sem tudi vam hvaležna, gospa ministrica, srečali smo se, povedali smo naše stiske, ukrepali ste, kot ste lahko. Ampak to ni dovolj. To ni dovolj. Dajmo vsi vse od sebe, vendarle smo samo ljudje. Kako bo moj otrok, moj vnuk gledal na drugega otroka, ki nima, a veste, jaz vam moram povedati, če hočete videti revščino, pojdite pogledati, kako se razslojujejo in izključujejo otroci. V šolah. Tako v šolah, kot v družbi. In če bi lahko, bi rekla, da bi nas morali biti še več v civilni družbi, kjer bi združevali vse otroke, tiste, ki imajo in tiste, ki nimajo. Čudoviti ljudje bodo nastali in postali, če so v nevtralnem okolju, če ni nihče obremenjen s tem, kar je moja mama, kaj je tvoj oče, ne obremenjen s tem, kakšne materialne dobrine imajo, ker si pomagajo. Pejte dobro poslušati razprave na otroških parlamentih, ne v državni zbor, tam so že naučeni, ampak spontane razprave, kaj otroci sporočajo, kaj si želijo, kakšno družbo smo mi odrasli dolžni njim zagotoviti. Kakšno? Socialno, pravično, solidarno, pošteno. Vzorčiti smo jim dolžni tako družbo, ne govoriti o njej, vzorčiti. To smo mi odrasli, odgovorni. Hvala. Zdaj še niste želeli besede. Torej, meni se zdi res zelo močno sporočilo v filmu, da je revščina protiustavna. In jaz mislim, da se moramo to vedno znova se na to spomniti in za mene je bila ena redkih dobrih zgodb v zadnjem času to, da
projekt Petka za nasmeh, ne, kjer je prišlo do sistemske spremembe v zvezi z otroci in plačilom zastojn kosila. Tisto, kar me je pa šokiralo, je pa bil proces, ne, kjer je vodja tega projekta rekel, da je se mogel ne vem koliko časa truditi, da je pogruntil, da je 50,000 otrok in več lačnih, ne pa toliko, kot so na začetku mu povedali. Tako da jaz mislim, da tudi to se mi zdi zelo pametna ideja, da bi lahko imeli državljani možnost vlagati ustavne pobude in da bi bila to pač ena od pobud, skratka, revščine protiustavna. No, zdaj pa še na mojo repliko. Jaz sem zadnja, ki bi CSD-je nasplošno zagovarjala, ampak centri za socialno delo pa revščina nimata veze ena z drugim. Centri za socialno delo so na žalost ostali, tako kot so bili pred letom 1991. Jaz sem delala raziskavo o zgodovini socialnega dela in centrov za socialno delo v Sloveniji v času Jugoslavije, so ostali podaljšana roka države. Socialne delavke morajo in delajo v glavnem samo to, kar jim tisti računalniki in računalniški programi povejo in napišejo v zvezi z ljudmi. Ne rečem, kar se tiče svetovanja, delitve otrok, ekstra pomoči in tako naprej. Ampak kar se pa tiče revščine, je pa CSD sploh ni naslovnik v tem smislu, ker so vsi izračuni pridejo od zgoraj na vzdolj in morajo socialne delavke se samo računalniškega programa naučiti. Tisto ekstra delo, ki jih nekatere socialne delavke naredijo, in jaz se ne spoznam tako dobro na njihovo prakso, ampak baje je strank tako veliko, ne vem, na tisoče, da kaj več ne more narediti, je, da iščejo denar pri Lions klubih, Rotary klubih in donatorjih. Kakšno socialno državo imamo, da morajo iz centra socialno delo, iz javne državne službe iskati denar pri donatorjih, zato da nekatere ljudi zadržijo doma, da ne pride do deložacije in tako naprej. Skratka, to so recimo zgodbe, ki sploh ne pridejo v javnost in jaz sem da sama šokirana, ko so mi socialne delavke pripovedovali, da je to njihov edini vir. In tukaj, to je tisto, kar sem prej rekla, ne? Jaz mislim, da je zloraba ljudi takrat, ko se socialna delavka z njimi pogovarja, zato da se pogovarja, ne da bi imela kaj v roki, da bi jim ponudila. Če socialne delavke nimajo v rokah socialnih stanovanj, da bi jih ljudem ponudili, tako kot je v stanovanjskih politikah drugje po svetu. Če nimajo bivalnih enot, če nimajo ekstra, ne vem, zimske pomoči, diskrecijske pravice in tako naprej, komu dati kaj, ker ni več denarja, ker ne smejo in tako naprej, potem revščina in CSD je tukaj, to ni pravi problem. Ne? Na CSD-ju so drugi problemi in druge in tako, ampak kar se tiče revščina, ne, je pa to določeno, to je samo upravna služba države. Ne? To enostavno ni res, no, pa to enostavno, pa nič od tega ni res. Kaj je lahko socialna delavka? Prvič je katastrofalno, sem prepričan, da ste na dobri veri, ampak zdaj vam povem, ajde kot pravnik, čeprav ne maram te besede. Prvič je že to, postaviti se na stališče, ne, in zmanjševati odgovornost posameznika na njegovem delovnem mestu z argumentom, da ni za nič odgovoren, ničesar kriv in nič ne more, zato ker neka stvar, ki se ji reče računalnik, od njega nekaj zahteva. To je osnoven problem, civilizacijski problem te družbe, ki ga Zygmunt Bauman briljantno opiše recimo v knjigi Postmoderna etika. Isto delajo sodniki in sodnice. Čim več zakonov, čim več pravil, čim več členov, čim več stavkov, zato da potem ljudem ne bo treba več sprejemati odločitev, ki jih sprejemajo ljudje, po meri človeka za človeka,
ampak da se bodo lahko vedno skrili in sklicevali na mrtve črke na papirju, ki od njih nekaj zahtevajo in oni nič ne morejo in imajo zvezane roke. In zato, da lahko to počnejo, je treba še več zakonov, še več stavkov in še več členov, zato da bo čisto vsaka najmanjša vejca in podrobnost v tem družbenem življenju že vnaprej predvidena, da posamezniku ne bo treba odločiti. In potem prihaja, tukaj pa jaz vidim, povezavo z revščino iz centra za socialno delo, da sami primer. Prihaja do situacij, ko na eni strani se vprašače mi pišejo. Pišejo mi ljudje, ki mi povejo že to, podobno kot pri zdravniki, da pridejo na socialno delo in se pogovarjajo z njimi, kot da so zločinci ali potepuški smrdljivi psi. Jaz mislim, da je ta oseben odnos zelo pomemben. Gospa, bomo naredili vse, kar se da, bomo klicala, imam veze, bomo naredili način, nič ne skrbite. Drug način je, če pride mamica na center za socialno delo, pa reče, zakaj nisem dobila subvencije za vrtec. In mi rečejo, ja, zato, ker imate previsoke dohodke, v tem sem pisal. Pa reče mamica, kako nima previsokih dohodkov, tako nizke dohodke imam, da nisem dobila niti odločbe o dohodnini. Pa reče ta uslužbenka na centru za socialno delo, gospa, to mene nič ne zanima, na računalniku piše, da jih imate. Pa ta mamica reče, ampak ta računalnik mi je dal izpis izpred 2 let. In ta na centru za socialno delo reče, ja, je pač to zadnji zapis v računalniku. In ta mamica reče, seveda, noga zapisa ni, ker me ni v računalniku, ker imam tako malo dohodkov, da sploh nisem dobila odločbe o dohodnini. In ta na centru za socialno delo reče, to mene nič ne zanima. Računalnik mi je dal izpred 2 let. In pol mamica potegne kuverto in reče, glejte, tukaj imam pa bančna dokazila, o katerih zakon izrecno govori, da so računalniki samo en dokaz, da ostalo so pa dokazila, ki ljudje s piltki prinesejo na center za socialno delo in ta reče, gospa, te vaši piltki me nič ne zanimajo, jaz bom sprintala to, ker mi je dal računalnik. Če ni kriva ta gospa na centru za socialno delo za računalnikom, pa če je morda kriva ministrica, kar jaz ne verjamem, ker nikdar ne bom verjel, da bi ona to, ali pa katerikoli minister njim naložil, potem mi naj nekdo pove, kdo je kriv, da se tako vedejo. Ja, in jaz mislim, to so dramatični primeri, jaz mislim, da... To jih je na 120,000 smo jih nazadnje zračunali, koliko je takih primerov. Ljudje se ne pritožijo, ker so v revščini, ker se ne upajo pritožiti. In tudi ne upajo k odvetniku in ne upajo pravno pomoč. Ne upajo. No, jaz mislim, da tukaj samo o 2 stvarih govorimo. Eno je slabo kadriranje, kar je tipično za vse, bi rekla, javne službe, ki jih poznam v Sloveniji. Tako rekoč negativno kadriranje, torej recimo najboljše moje študentke, ki jih usposoben v glavnem ne postanejo delavke CSD-jo, ampak grejo v druge službe ali pa ustanovijo svojo nevladno organizacijo. Zakaj pa ne postanejo? Zaradi tega, ker je to veliko sistemskih ovir, zato ker so zelo frustrirane socialne delavke, da tiste, ki pa naredijo reach outa, jih pa potem recimo poklopijo ali strani ministrstva ali inšpekcije, ali so vlečejo po časopisu in tako naprej. Tukaj je zelo tako da ena stvar je negativno kadriranje, druga stvar je pa to, da jaz sem se tudi vprašala, so recimo socialne delavke kdaj recimo šle na cesto, protestirati. Niso šle 84. mesec, 88. enkrat za svojo plačo šle na cesto. Tako da, ampak to je v bistvu problem sistemski Slovenije. Torej, tukaj imate res negativno kadriranje. Mogoče samo to, jaz mislim, da ta problem v bistvu se začne na vrhu, pri postavljanju prioritet in pri postavljanju politik. Namreč, če bi vsaka socialna delavka vedela, da je njena dolžnost, ker bi to posredoval, šef, direktor centra za socialno delo, ker bi, na to temo imelo ministrstvo delavnice, da je pač dolžnost, da znotraj predpisov, ki so, kakršni so, in seveda se strinjam, da je diskutabilno, ali so primerni ali niso, ali so preozki, dopuščajo premalo diskrecije, spet po drugi strani, ko je preveč diskrecijske pravice, se v naši mali Sloveniji vsi prepiramo potem, zakaj je bila uporabljena tako v tem primeru in drugače v drugem primeru, tako da tudi te numerične omejitve imajo neko svojo funkcijo, vendar takrat, ko se pravi delavka centra za socialno delo ima možnost, da presoja, recimo v primeru, kot ga je kolega opisal, mamice, ki ni imela dohodninske odločbe, ki ni imela prihodkov in ko je zakon daje pravico, da upošteva dokazila, ki jih ona predloži, če bi bila politika
vodje tega centra za socialno delo in potem ministrstva, da se v takem primeru upošteva to življenjsko okoliščino in ne, da se na vsak način poizkuša najti način, da se ne da bodi si se pravi denarne socialne pomoči ali pa subvencije oziroma plačila vrtca. Hočem reči, da tukaj ni ta socialna delavka to ne počne, verjamem, da zato, ker je sama tako zelo zlobna in intimno hoče ljudi zafrkant. Ok, mogoče obstaja nek procent, kot med vsemi ljudmi na splošno obstaja procent ljudi, ki so pač zlobni, ampak zelo verjetno gre za to, nesposobni, da so pač njo naučili, da more na ta način delati. In zdaj pričakovati od vsakega javnega uslužbenca, da bo Don Kihotovski ali pa da bo razmišljal tako kot kolega Teršek, je pač nemogoče. Ne? Ljudje hodijo v službo, doma vsak živi v svojih življenjskih okoliščinah, nekateri so tako široki v razmišljanju, da bi pač bili sposobni tega razmišljanja, drugi pa grejo po liniji najmanjšega napora in pač naredijo to, kar od njih njihov vodja pričakuje. In zato jaz mislim, da je to vprašanje prioritet na ravni države. Če mi rečemo, da imamo načelo, da je Slovenija socialna država, se moramo vprašati, kaj to pomeni, kaj želimo s tem v družbi doseči, kaj je naš cilj. Ne vem, primer, cilj v Sloveniji ne bo revnih otrok. Če mene vprašate, je to popolnoma izvedljivo. Mi smo 2-milijonska država, trenutno nam gre super duper, saj vsi nam tako razlagajo in jaz ne razumem, če smo lahko, pa to se sliši ful populistično, ampak resno o tem razmišljam, zmetali toliko denarja v to, da nam bančni sistem še vedno funkcionira in tudi dela dobičke, zakaj ne moramo preprosto reči, ta ciljan ukrep, ta sklop ciljanih ukrepov bomo pa izvedli zato, da v Sloveniji ne bomo imeli revnih otrok. Da nobeden otrok ne bo ne šel na smučanje, da bomo za vse tiste, ki nimajo, poiskali pancerje, smučke, a razumete, to je v bistvu ful enostavno, če se odločiš, da je to cilj. Če rečeš, mi smo odločevalci in to je naš cilj in zdaj kako ga bomo dosegli. Če tega niso sposobni pogruntati, pa tako bože, čim prej se anšlusamo k Avstriji, pa da nehamo biti država, ker v bistvu je to ful enostavno. In jaz mislim, da ni fair od nas, da v bistvu napadamo posamezne javne uslužbence. Pač to so ljudje, ki imajo neke svoje sposobnosti, eni so bolj, drugi manj, eni si več upajo, drugi si manj upajo, ampak če bi oni imeli eni enotni signal, ki bi bil, vi morate poiskati rešitve, kolikor je le mogoče kreativno interpretirati zakon in zato boste pohvaljeni, potem sem prepričana, da bi to delali. Ker zakaj bi, če ne šli na šolo, kjer bi se izučili za socialne delavce, če ne bi imeli nobenega čuta. To je glih tako, kot da bi rekel, da daš zdravniku najboljše opremo in najboljše možnosti in potem bi mislil, da on pa ne bo naredil vsega, kar lahko. Seveda bo, če bo imel v rokah to in če bo vedel, da če bo to naredil, bo pohvaljen, nagrajeno, na rekovajih govorimo o neki moralni satisfakciji in potem ljudje delajo drugače. Dokler je pa point vsega, da se čim bolj zvija vsakega, pa da se čim manj da, pa da se čim več prešpara, do takrat pa ne bo nobene spremembe. In vse, kar delamo, je navidezno, zato ker če bi kdo v resnici hotel spremembo, mi ne bi imeli deložacij, družine, recimo. To je najbolj enostavna stvar za narediti. Nek poroštveni sklad, mi smo predlagali sistem, na katerega bi se lahko to rešilo. A vi mislite, da koga z Ministrstva za infrastrukturo? Ja, poroštvenega sklada, kjer recimo ljudje, ko pridejo v socialno stisko, se iz tega sklada črpajo sredstva za najemnino in pa za stroške in potem, ko pride do tega, da ne vem, dobi nekdo spet zaposlitev, se z nekim dogovorom določi, v kakšnem obdobju se to potem vrača. In v bistvu to je popolnoma izvedljivo, mi smo tudi primere dali drugih držav, kjer so to izvedeli, ampak se to nobenega ne zanima. In v bistvu te deložacije se še naprej dogajajo ravno zaradi tega, ker je spodbuda, da se dogajajo, ker nihče noben ni rekel ne tega početi. Najprej vse druge stvari raziščite, šele potem deložirajte, ne vem, družine z šoloobveznimi otroci. Ne? In tukaj jaz vidim, da je funkcija države, pa predvsem moram reči drugih ministrstev, ne ministrstva za delo v tem konkretnem primeru, ampak drugih ministrstev, ki bi pa predvsem tudi predsednika vlade, ki je v bistvu na nek način vrhovni odločevalec in določevalec tega, kaj naj bo cilj in smer, v katero želi iti naša družba, da se vzpostavijo ukrepi,
ki bi preprečevali, da bi se te stvari še naprej dogajale. In še enkrat jaz verjamem, da to ne more biti tako težko, kaj šele neizvedljivo, če bi dejansko kdo želel iti v tej smeri in če bi si rekli, ne samo, da imamo v ustavi načelo Slovenija je socialna država, ampak da ga konkretiziramo. Ker je Slovenija socialna država, nobeden od otrok ne bo brez malce, toplega kosila, šolskih smučarskih počitnic, izletov za, ne vem, poletnih, ko se gre na morje, da bi rekli, za nas to pomeni to. In potem je treba samo to uresničiti. Dokler pa filozofiramo o tem, da je pravica do revščine, do tega, da nismo revni, pa pravica do tega, pa načelo to je brez veze, to je bullshit. V ustavi imamo cel kup stvari napisanih, ki jih noben ne uresničuje. Treba se odločiti, kaj konkretno to za nas pomeni in ali zahtevamo, da se to tudi uresniči. Lahko samo eno tezo preverjam, če sem prav razumel, seveda ti veš, Nina, da to pač ta pravica ni bullshit, nobena pravica ni boljši živeti v svetu, ker vsi odločevalci s prstom iščejo nekakšno pravno podlago, bi se lahko sklicovali tudi, ko bi nekomu priznali nekaj samoumevnega, veš, da ta samoumevnost je potem treba na neki točki, tiste stvari, ki so existenčno nujne, jih spremeniti v pravice, ki so formalno zapisane. Ne pravim, na teoretični ravni je veliko teh pravic, kot sem rekla, bullshit v smislu tega, da govorimo o njih abstraktno. Treba jih je konkretizirati in konkretno, recimo, pravica do zdravega okolja. Mi smo na Evropsko sodišče vložili pritožbo zaradi tega, ker otrokom tam v romskih družinah pač ne omogočijo čistih sanitarij pa čiste pitne vode. In zdaj, ko je to prišlo na Evropsko sodišče, ker naenkrat so začeli ugotavljati, to pa je res mogoč problem, ker sta se še dve mednarodni organizaciji za varstvo človekovih pravic vključile in dale svoje mnenja in zdaj bi postavili cisterne. In kako to pri nas gleda? Sred zime postavijo cisterne. In o moj bog, voda zmrzne. Res ful čudno, ker normalno bi bilo, da pri minus 10 stopinj voda ne zmrzne. Ne? In potem se v bistvu spet vsi razburijo in govorijo o tem, da v bistvu nobeden ne spoštuje teh ljudi, ker je to kot neke vrste zafrkavanje, ne? Imaš vodo, pa nimaš vode. Ne? Hočem reči, da ta pravica je zelo jasna in tudi v drugih državah je že bila preizkušena. Se jo da konkretizirati, ampak pri nas očitno večina teh pravic, ki zadeva šibkejše skupine, manj močne skupine, ni dovolj jasno oprijemljivih, dokler nam neka druga institucija, mednarodna ali pa včasih tudi naše ustavno sodišče ne pove, kaj to v konkretnem primeru pomeni. Enako je bilo z ustavno pritožbo, ki smo jo vložili glede ZUJF-a, kjer so bili različno obravnavani najemniki neprofitnih stanovanj, eni so dobili subvencijo, drugi ne. In je tudi potem ustavno sodišče moralo povedati, pač poglejte, dragi moji, to je očitno protiustavno. In zato pravim, da očitno ni dovolj zavedanja pri ljudeh, ki na nek način vodijo našo družbo na vseh sferah, da je treba te pravice, ki so zapisane v ustavi, v Evropski konvenciji o človekovih pravicah, živeti vsak dan in jih v svojih ravnanjih konkretizirati. To je v bistvu vsega. Pri nas je problem to, da na sodišča hoda stvari, ki nikaj ne bi smela prijeti. Na sodišče, ki so tako banalno in enostavne. Ampak to tezo še nisem preveril. Zdaj, ko sem poslušal, sem dobil občutek, zdaj preverjam, če prav razumem, da je glavni problem tistega, kar je pa rešljivo na kratki rok skozi prakso, ne to, da bi bili tisti, ki uradniki in uradnice, ki o konkretnem primeru, konkretnem danu pisarni odločijo, ne da bi bili oni problem, ali da bi bili žleht, ali da bi bili popolno nesposobni, popolni ignoranti, ampak da je problem, da odločajo po navodilih. In da ta navodila dajo predstojniki njihovih organov, naprimer vodje centra za socialno delo, ki dobijo navodilo od nekoga drugega in da ti dobijo navodila od ministrov in ministric. In da ste na ta način detektirali odgovornost. A sem prav razumel? Ne, jaz mislim, da ti ful poenostavljaš. Ne, mislim, to je ful poenostavljanje na nek način. Govorim o tem, kaj je stanje duha, razumeš? Ne zdaj, da bo nekdo dal neposredno navodilo. Ne verjamem, jaz ne verjamem, da kdo daje neposredna navodila. Jaz pač mislim, da je to vprašanje tega, kakšen način ravnanja se spodbuja, kakšen način ravnanja se tudi uči v bistvu te delavce, na kakšen način se jim pove, da se naj zakoni razlagajo in katera od njihovih ravnanj so percipirana kot dobra znotraj nekega delovnega kolektiva in katera ne. In jaz mislim, da to niso navodila, da je to neka mehkejša zadeva, zdaj pa lahko pa tudi rečeš ti temu navodila, ker glede na to, da te poznam, vem, da te ne bom prepričala. Ja, če bi bilo tako zelo
Vse se da, samo če se hoče. Če bi bilo tako zelo, pa tako zgleda, kot da je v bistvu kriv samo eden in da pa zaradi tega, ker minister za delo pač tega ne da navodile, da bo tako enostavno se revščina ne odpravi. Sistem, seveda tisti, ki ga študirajo in poznajo, je žal bolj kompleksen. Jaz lahko zagotovim in tisti, ki me poznajo, vedo, da jaz navodil, da bojo delavci centrov za socialno delo delali na način, da ljudem jemljajo in da ne dajo z mojih ust nikoli in da je predvsem v obratno smer, da pač poskušajo maksimalno pomagati tudi z nevladnimi organizacijami, kolikor je le mogoče, tudi za razpisi poskušam slišati znotraj tistega, ne res pravim, pa da tako kot nekateri zmajujete, ne, da ostajamo znotraj sistema, ki ima svoje probleme in vsako stvar, ki jo rešimo, ali je to varstveni dodatek, denarna socialna pomoč ali je kosilo, je to ostajamo znotraj sistema, kjer pač lahko blažiš do določene mere. Dejstvo je, ko globje pogledamo, če bi imeli razprava, bi lahko govorili tako kot o implementaciji socialne politike, kreacije socialne politike, lahko bi bila svoja debata, vprašanje o revščini, bi bila seveda delitev znotraj ekonomije. Skratka, revščina je sistemski problem, ki ga je treba reševati, torej na sistemskem nivoju prerasporeditve absolutno, torej vprašanje, kako deluje gospodarski sistem, kako se z davčno politiko prerasporeja ustvarjeno, skratki gre na širša, je pa vprašanje tudi implementacije, kjer centri za socialno delo imajo pomembno vlogo. Jaz se absolutno ne strinjam in nikakor nikoli v nobenem sistemu centri za socialno delo ne morejo ljudem nuditi zaposlitve, tako kot ste gospa Darja Zaviršek omenila, nikjer v nobenem evropskem sistemu. Dejstvo pa je, da centri za socialno delo v moji viziji bi morali biti tisti, ki bi bili povezani z nevladnimi organizacijami, vsemi tistimi, ki delujejo v lokalnem okolju za razreševanje stisk in bi ljudem prisluhnili in jim po svojih počeh pomagali. Dejstvo, jaz si želim, da bodo in absolutno reorganizacija gre v tej smeri, da se jih ojača tam, kjer so danes šibki, da jih razbremeni se administrativnih vlog, kjer ne računalniki delajo tisto, kar je in tisti bolj so otroški dodatki, so druge, medtem ko se družino, letos bo že tesno od septembra dalje, bodo ta drugo leto polno, zaradi tega, ker je enostavno sistem žal informacijski tok zapleten, da pač ne upamo riskirati, da dejansko naredimo, da gre takoj v produkcijo, tako da bo usporedno oba sistema. Ključno pa je, da bojo potem ključna oseba se vpeljuje, torej da z družino, ki pride na center za socialno delo, dela ena ključna oseba na centru za socialno delo, da mu sledi in to. In dejstvo, ko govorimo o odgovornosti. Ja, politika, imamo svojo odgovornost. Jaz kot ministrica za delo, ko gledam film, ves čas se sprašujem, a bi lahko še kaj, kje bi lahko. Naprimer, ta ustavna odločba je tak tipičen primer. Ministrstvo za delo je do konca nasprotovalo odločitvi glede najemnin. Je bilo tako izglasovano in pač na ustavnem sodišču je padlo, krivi smo Ministrstvo za delo in ministrica za delo. Jemljem absolutno del svoje odgovornosti kot članica vlade in kot celotnega sistema, ker je vprašanje velikokrat, ne boste verjeli, se vprašam, ali stopim iz tega, lahko znotraj tega sistema, ki je, kakoršen je, doprinesem za manjše spremembe. In dejstvo je, da na koncu bo vsem tem, ko dnevno rešuješ kup težav, se vprašaš, a ima smisel, ker v bistvu splošna slika je, pa se nič ne naredite. Ampak pri tej točki bi pa želela poudariti, ja, ima vsak svoj del odgovornosti, sam na koncu bi pa želela slišati tudi morda, da fakulteta, na kakšen način so izobraženi socialni delavci, ali je vsak znotraj sistema naredil svojo zgodbo. Najlažje je vedno kazati na drugega s prstom in pokazati pri sebi, pa nič narediti, ne. In dejstvo je, da kot družba, kako jemljemo revščino, na kakšen način ločujemo otroke v šolah, jih odrasli, ki pač vzgajamo svoje otroke, če želite, kako jemljemo predsodke v istospolni, kdo to vzgaja, otroci druge otroke obkladajo revnih zaradi tega, ker oni vedo, ne, mi odrasli. In potem pridemo seveda do vsega tega, kako kot družba to revščino percepiramo in na kakšen način. Jaz tukaj znotraj našega profesorja, dr. Rusa, on je govoril že v 80 letih o profesionalni etiki in da v osnovi manjka profesionalne etike, ko je tista, ki gospod Teršek točno o tem govorite. Profesionalna etika je tisto, kar vedno znotraj sicer zakonskih okvirov, ampak v skladu s svojo profesionalno etiko odloča. In profesionalna etika je predstavništvo zbornic, je odvetniška zbornica, je zdravniška zbornica, vsi ti družbeni podsistemi na kakšen način ravnajo, ne. In tukaj je v bistvu kot celota, kot družba in ne, da ne želim odgovornosti, ampak na koncu reči, da je revščina odpravljiva takole, ne, je v bistvu zavajanje, to je čisti populizem, ker ni. Zaradi tega, ker revščina kot revščina.
Me razumete, ne, ljudem, ja, ampak ne, tudi gledano sistemsko, ja, mislim, mi lahko popravljamo in tudi socialni transferji so samo del zgodbe. Odprte, naprimer, gospa Darja Zaviršek je izpostavila, da ni problem s transferji, pomoč, tisto, kar daš, potem je bilo vmes povedano, kako so ljudje manj usposobljeni, da se lahko soočajo s tveganjem. Verjetno tega vprašanja ne bomo rešili, če dvignemo minimalni dohodek še za 100-150 evrov. Vprašanje lahko rešimo, vprašanje brezplačnega šolstva, tako da damo še višji DSP, da damo za 50 evrov, ali je to stvar šolskega sistema, da reši. Stvari, ko prideš potem v detalj posameznega, ugotoviš, da ni tako, ker veste, kaj pa pridemo, jaz, ko sem na terenu, meni pa župani in drugi pravijo, da absolutno damo preveč za socialo, ker ljudje ne želijo delati, da se ljudje vozijo z Mercedesi in potem sem dejansko soočena s tem, prosim, nehajte to kot mi ljudi preverimo absolutno, to bi morala finančna uprava delati, ne pa centri za socialno delo, ampak še tudi to je del našega javnega diskurza in tudi to, kakšna je na primer stopnja, mi morate vedeti, da družina, ki je neaktivna, dobi, mislim, da denarno socialne pomoči okoli 836 evrov, seveda, ko je tukaj po drugi strani žal minimalna plača in jaz vedno rečem, da je treba sistemsko gledati. Bistvo problema v Sloveniji je, da je 2/3 ljudi dela zasluži manj kot je povprečna plača, to je manj kot 1000 evrov. In če želite, smo vsi bolj ali manj, bom rekla, revni, ampak vsi smo tam, ker zelo malo potem, ko priješ od minimalne plače, ko ti izračunavaš minimalni dohodek, prideš do teh res. To so sistemska vprašanja in ljudi slepiti s tem, da lahko revščino, lahko midva zamenjava, pridete, boste minister za delo v naslednjem mandatu in pač pričakujemo, da rešite vprašanje revščine, ker je to tako enostavno rešljivo. Zakaj mi podtikate stališče, če sem že 4-krat povedal, da tega nisem rekel, ne mislim, sem 6-krat povedal, kaj sem mislil. Ampak dejansko samo ste rekel to. Sem tukaj edini največji populist, to pa spremem. Najbolj so mladini in alternative bila ne na njih. Dobro. Zaključimo to okroglo mizo, zaradi tega, ker smo šli že malo čez, zato za vse vas isto vprašanje, pa tudi vas bi prosila ministrica kot državljanko, da odgovorite na neko ministrica. Torej, vse vas kot državljan sprašujem, kako občutite našo slovensko družbo v 25 letih in kam želite, da se razvija oziroma kako vidite prihodnost slovenske družbe? Pa mogoče gremo kar po vrsti, gospod Ešek. Sem čisto drugi. Dobro, da je zaključen, dobro. Zvolite, da je zaključen. Jaz mislim, da ima Slovenija, bi rekla, te klasične bolezni postsocializma, iz katerih se ni izvila. Recimo to, kar je gospa Nina prej rekla, mi je bilo zelo všeč, ker vemo, kako so naravnani vrhovi politike v postsocialistični družbi, kjer so ljudje še vedno zelo odvisni od velikih očetov in je zelo pomembno. To pomeni, kakšna sporočila bo dajala politikama lahko do dna, ali pa do zadnje socialne delavke, zelo velik vpliv. In ta sporočila so bila v bistvu zgodbe o uspehu, zgodbe o lažnem uspehu, zgodbe o tem, da si frajer, če v bistvu poneverjaš, kradeš in tako naprej. In v bistvu meni se zdi, da je narobe od 22-23 let starih ljudi, mladih, ki diplomirajo, pričakovati, da bodo razumeli, bi rekla, strukturo neenakosti, revščine, diskriminacije in tako naprej, ampak to človek lahko razume šele, ko je nekoliko starejši. To pomeni, ko človek pride v službo, če jo dobi, šele, da ima na delovnem mestu kvalitetno spremljanje. Takrat lahko potem naredi kvalitativne miselne premike in recimo to si jaz zelo želim, da ko ljudje enkrat pridejo na delovna mesta, kjer delajo z ljudmi, da so tam tako sankcije za delo, ki ni dobro, ampak tudi sankcije v tem smislu, če se ljudje ne pogovarjajo spoštljivo z drugimi, kjer
Mi imamo zelo visok tolerančen prag do tega, kaj je za nas nasilje, vsakdanje nasilje in tako naprej. Vsega tega je ogromno, ne? Do ne samo sankcij, ampak tudi podpore. Ne? In to bi si recimo je želela, če zdaj se omejim samo na socialno področje, kamor ne želim, pa da bi se kakorkoli razumelo, da lahko centri za socialno delo reščino rešujejo. Slovenija je pred 26 leti podpisala konvencijo o otrokovih pravicah in se tam zavezala, da bo skrbela za zdrav in spodbuden razvoj naših otrok. Jaz verjamem, da z eno pravično politiko, s tem, da bo dala fokus na zadovoljne državljane, to lahko stori. Ker vsaka država je toliko uspešna, kot so zadovoljni njeni državljani. Smo slišali v filmu in vemo, da je v praksi tako. Jaz sem pa pred kratkim gledala en video, kjer je bila narejena ena psihološka analiza teh milenialcev, ali kako se že reče, se pravi otrok rojenih malo pred pa po 2000. In moram reči, da se bojim, da ne bo nič kaj dobro. No. Mislim, da imamo eno veliko izgubljeno generacijo, ki ima težave z vrednotami, težave s pogledom na to, kaj je to delo, kdaj si dober, kdaj nisi dober, koliko lahko koga kritiziraš, in ki je nestrpna, ki ni empatična, ki je zelo sebe usmerjena. In mogoče je dobro, da se zavemo, da to je težava in da se začnejo vsi procesi in pri nas starših in vzgojni oblikovati v tej smeri, da za njimi ne bo prišla še ena generacija, ki bo enaka, ker potem mislim, da bojo vsi solidarnostni vzorci, ki jih imamo v družbi, padli, ker ne verjamem, da bomo lahko pričakovali od tako vzgojenih in v takem duhu zraslih otrok, da bodo dajali od sebe, zato da bomo, ne vem, mi imeli za penzije, kar je po logiki solidarnostnega sistema. Ne. In upam, da ne bo tako. No. Če prav bi bilo, da bi Slovenija postala bolj strpna, da bi se bolj odprli, da bi bolj razumeli drugačnost, da bi znotraj tega našli tudi več razumevanja za tiste, ki imajo manj, več sočutja, več pomoči, čeprav verjamem iz mojih izkušenj, ki jih imamo preko Botrstva in Zveze prijateljev mladine, da tisti, ki lahko večinoma pomagajo, tudi na osnovnih šolah, mislim, da se zelo trudijo s tem, da otroke vzgajajo v tem duhu, da imajo dobrodelne krožke, da zbirajo drug za drugega nekako. Mislim, da v tej smeri vsekakor se deluje, ampak mogoče je treba tega še malo več in predvsem, da bomo razumeli, da človek ni otok in da to, kako živim jaz, je odvisno tudi od tega, kako živijo ljudje okrog mene in da je zato vsak soodgovoren za družbo, ki jo skupaj ustvarjamo. Ja, ta misel na koncu, Nina, je tista sigurno, ki je zelo pomembna. Jaz pa predvsem z tega nivoja kot državljanka bi želela, da bi bili bolj povezani. Torej, nas je samo 2 milijona in mi se med sabo, tudi če je dobra ideja, si bomo nasprotovali zaradi tega, ker smo pač na nasprotnih bregovih. In dokler mi te družbeno razklanosti, politične in drugačne ne bomo premogli, bomo težko ta 2 milijonski narod peljali naprej. In tudi pri vprašanju tako elementarnih, ključnih diskusij bi se, ko bi se pogovarjali različni, videli tudi vprašanje revščine na različne načine in tako razklana družba ne more naprej, premalo nas je in tukaj bomo morali bolj skupaj stopiti, da bomo lahko te stvari premaknili zaradi naših otrok. Gospod Reč, si strinjate s tem še en poskus? Ja, sem strinjal. Vaša zadnja misel zaključna? Dve stvari mene osebno najbolj skrbita, oziroma tri. Ena je ta, ki jo je izpostavila ministrica in to drži kot pribito, problem procesov in ustanov vzgoje in izobraževanja, vključno z univerzami in fakultetami, seveda ne vse. Zdaj se govoriti tistem, kar je dobro ali odlično, ker problem povzroča tisto, kar je slabo ali slabše, kot bi moralo biti. Drugo je to, da jaz kot učitelj sem pri sebi načinu svojega dela par stvari spremenil, ko sem prebral natančno preštudiral knjigo od Umberta
Sofija, grozljivi gost, mladi nihilizem, da sem odpravil še tisto slutno hipotetične misli, da so mladi odgovorni, da razmišljajo tako, kot razmišljajo in da čutijo tako, kot čutijo, ali pa da ničesar več ne občutijo. Niso. Ne? Zakaj, kako, to je smiselno prebrati to knjigo tisti, ki dela vzgoj in izobraževanju. Tretja pa samo to, da piko na i, da ne bo nerazumevanja napačnega mojega stališča, zato seveda prevzemam vso odgovornost. Običajno je vtis, da je od rešljivih problemov 99,9% problemov umetno ustvarjenih z takšno ali drugačno, vendar znatno vlogo birokracije. Ne samo birokracije kot take, kot nekega načina, neke tehnike urejanja z reševanjem vprašanj, ampak birokracije, tiste birokracije, ki potegne vase človeka v celoti in ga spremeni v golega birokrata na ta način, da se ta odpove svoje človečnosti, svoje zdrave pameti, ali kot bi rekel Tonči Kuzmanič, da se odpove mišljenju v celoti. To je glavni problem, se mi zdi, tega trenutka, te družbe, v povezavi s tem problemom so potem tudi vsi problemi medijev, novih medijev, Twitterjev, Donalda Trumpa in vse tega. Vse to je posledica tega ne samo neizobraženosti, ampak kroničnega nemišljenja, ki izhaja iz vlastnih institucij, s katerimi pa nimamo nič. To so uradniške oblasti in sodne oblasti. Tega je tudi v pravu vedno več. Tega je toliko, da če pred pravniki to temo naslavljaš, da velika večina sploh ne razume, o čem govoriš. Tako to rešiti pa jaz tudi približno imam sledi sence kakršne koli ideje. Najlepša hvala vsem, ki ste bili gosti te okrogli mize. Najlepša hvala tudi vam za pozornost in seveda ponovno vabljeni jutri pogledu filma Pod mostovi na Podmostovju. Hvala lepa. Anja, ne bi ti jaz da name. Se nisem način. Niste ne, ampak jaz sem vam pa do konca hvaležna za več generacijski več. Zakaj? No lepo. Ne, se trudno. Se sami res, kad to gledaš vprašanje. Mislim, tako težko, veš, kad si ti tisti. Diskusija za me stranka. Ne, a veste, sej to je Prvo seveda 1 uro potem, ne, ste nastopali, poznali ste tematiko, ni vas moglo nekaj blazno presenetiti, pa vseeno, kakšen je zdaj prvi vtis, ko je film celota? Presenetljiv. Veste, kaj je vedno preseneti in v tem filmu je bilo to dobro narejeno, pogovori oziroma pričevanja prizadetih, ne. Drugo je interpretacija nas povabljencev, pa recimo obveščanje o nekih precej dramatičnih številkah, ne, statističnih, vendar takrat, ko imate pred sabo konkretne ljudi, ne, ki so v revščini in govorijo o svoji zgodbi, to je vedno znova presenetljivo, ne. Problem so, in jaz mislim, da je to glavna poanta. Veste, to, da mi imamo v Sloveniji revščine, to ni nič novega, ne. Drugo je, kako to vrednotimo in če sploh, ali je to nekaj dobrega, nekateri pravijo, da je to v redu, ne, ker s tem spodbujate najnižje plačana delovna mesta, ker je prenizka minimalna plača in tako naprej. Drugi si temu upiramo, pravimo, da je to narobe, vendar, ko imate pred sabo ljudi, kot rečeno, zgodbe, potem je zadeva čisto drugačna. Film to dobro pokaže, bom zdaj s primerom ilustriral, ne. Namreč predstavljajte si, da v Sloveniji nišče ne bi bil v revščini in bi mogoče našli med vsemi 2 milijoni samo eno družino revnih ljudi, ne? Si predstavljate? Vseh ostalih 2 milijona Slovenk in Slovencev bi pa lepo mimo hodili, obuti, siti, zadovoljni s kakovostjo življenja, vendar samo ena družina bi bila revna, ali bi bil to zdaj problem ali ne bi bil problem, ne? A vidite?
Za tistega poanta je tale, tudi če je samo en človek reven, je to hud problem, ker potem to kaže zgodbo družbe, ki živi kakovostno življenje. Mi v Sloveniji živimo še vedno zelo kakovostno življenje, vendar hodijo mimo in se delajo, kot da ni nišče prizadet in temu enemu revežu, če bi bil samo en, noče nišče pomagati. Vidite, to bi bil velik škandal. No, mi imamo v Sloveniji še vedno kljub vsemu evropsko podpovprečno količino revnih, ne? Vendar se pa razhajamo, kar je dobro seveda, ne? Vendar se pa razhajamo, a je to nekaj dobrega ali je to nekaj slabega. Nekateri govorijo, to je dobro zaradi tega, ker lahko še malenkost za kak odstotek, 2 povečamo delež revnih v Sloveniji, da bomo prišli do evropskega povprečja. Evropa v povprečju je pa tako v redu in bomo s tem seveda stimulirali, ne? Delovne ljudi in več denarja na vse zadnje prihranili, da bomo lahko še bolj plačali tiste, ki res ustvarjajo, to pa so tisti, ki pri višjih slojih, ne? Ker če več daš družbi, si več nagrajen in tako naprej. No, vidite, pri teh problemih se v Sloveniji zelo razhajamo. Zakaj? Zaradi tega, ker jih sploh še nismo odprli. Torej, katera meja revščine je še sprejemljiva ali pa celo stimulativna, katera je pa nedopustna ali pa celo ustavno sporna. Samo to mi povejte, ne glede na to, da vse veste, a vas je kater drobec, podatek, karkoli v filmu posebej glavno, posebej nagovoril, posebej dal misliti? Ja, gotovo so najmočnejši prispevki v filmu so pričevanja upokojenke, ne, ki je, in potem imate zraven še tistega gospoda, ki je bil anonimen, se ni težko predstavljati zakaj, stigma je vedno huda. Pričevanja, da vidite, kako konkretno od blizu to izgleda, ko celo življenje daješ vse od sebe, vse to pomeni dosti več od kateregakoli od nas, da ne govorim od ljudi, ki zasedajo višje sloje družbe, bolj ko greste proti vrhu, lažje živeti, ne? To je jasno. No in kljub temu ji nič ni pomagalo, ne? To je logično se da nekako predvideti, ne? Če si rojen v revščini, potem se zelo težko izkoplješ ali pa celo še globlje padeš, če živiš v takem sistemu. Vendar razumeti, to se da samo, če to odbliz vidite, ne? Film to dobro pokaže prek individualnih pričanj. Morava končati, zmenjena sva, se vam oglasim na Isto vprašanje, ne, nič najbrž novega niste zvedeli, ne o podatkih, pa ne o nič, a vas je v filmu vse eno, kaj posebej nagovorilo bo za vas, po čem posebej postavite pomenu? Ja, vsekakor, ko vidiš, lahko govorimo o številkah, koliko je tveganje revščine, lahko vračamo, koliko je denarna socialna pomoč, višina in lahko govorimo o sistemu. Potem, ko vidiš stiske ljudi, je vse čista druga dimenzija. Težko je gledati kot minister za delo pač ta film in se ves čas spraševati, ali si naredil dovolj, bi lahko kaj drugače. Skratka, ni enostavno gledati te zgodbe in se počutiti delno soodgovoren, čeprav je pač seveda vsakega izmed nas pač nek element soodgovornosti, je pa jasno, da pač tam politika ima svojo odgovornost pri teh družbenih vprašanjih. Hvala. Lahko mogoče še, o čem bo govoril potem naslednji film, če bo sploh s takim naslovom? Bo lahko malo bolj optimističen mogoče? Jaz mislim, da ko bo družba se kot celota rekla ne revščini, bo seveda mnogo lažje tudi rešljiva ta vprašanja, ne? Ko bomo govorili o minimalni plači, na kakšen način, kakšen je odziv gospodarstva na to vprašanje, ker se moramo zavedati, da dejansko najboljša rešitev iz revščine je seveda delo, možnost zaposlitve in predvsem dostojno plačilo za opravljeno delo. Lepa, povedana resnica o določenih stvareh, ne? Da se ne slepimo in da ne reduciramo, tudi ne reduciramo socialnega problema izključno na problem otrok. Ker film je bil tak, ki je pokazal, da trpijo vse generacije, da trpijo vse mogoče poklicne skupine
ne samo otroci, seveda otroci to doživljajo brez sleherne svoje udeležbe preprosto kot čiste žrtve, ampak žrtve so pa seveda tudi še vsi drugi. To je tisto spoznanje, ki ga tale oddaja zelo jasno pokaže in to je treba razumeti. In treba razumeti, da je tisto, kar je treba spremeniti, je organizacija dela. Je to, da preprosto pridemo do takega načina dela, v katerem ne bodo nastajale kar naprej nove in nove neupravičene socialne razlike. Rešitev je dejansko v tem, da se preoblikuje način dela, gre za probleme od skrajšanja delovnega časa do univerzalnega temeljnega dohodka, do vseh mogočih drugih stvari, ki jih je treba napraviti, ki edine lahko rešijo. V družbi, recimo, če se govori, videli smo upokojenko. Problem upokojencev je seveda tudi problem, ki se politično na ta ali drugačen način razpihuje. Dejansko pa je vprašanje to, da tistega normalnega rentnega dohodka, na katerem je bil zgrajen pokojninski sistem, ni več, zato ker so bili rentni viri izropani. Renta ima neke svoje vire. Rentni fondi, ki hodijo, zdaj ropati ameriški rentni fondi, v Sloveniji celo hrvaški rentni fondi hodijo ropati gospodarstvo. Kdo je financiral prevzem žita in tako dalje? Ve se. Ampak a lahko en film, ne nazadnje tudi novinarsko delo, eno opozarjanje vas, ki ste to izkusili in to premislili, da lahko kak kamenček premakne ali smo preprosto postali preveč otopeli za vse to? Jaz se bojim, da so ljudje nekateri tako zelo, kako bi rekel, se oprijemajo svojih funkcij in mišljenja, ki jih drži na funkcijah, da so preprosto gluhi. Tega se bojim. Upam pa vendarle, da je en določen procent ljudi, ki niso tako gluhi in da bo vendarle novinarsko delo nekaj napravilo. Novinarji, raziskovalno novinarstvo, pravo raziskovalno novinarstvo je zlata vredno. Tisto, kjer je pogum in želja odkriti resnico in soresnico. Film jo je? Tale film mislim, da kaže soresnico. Hvala lepa vam. Nasmeh je nam dala končno številko nad 50,000 otrok, je revnih in tako naprej. To pomeni, na nek način politika je še vedno je v interesu, da prikriva, kaj se dogaja, ne pa da razkriva. In dokler je takšna naravnanost, potem bo lahko vsak, ki na nek način sodeluje v tem, rekel, to je pravzaprav interes neoliberalne države. Če v bistvu privijam ljudi, če jih vidim kot kriminalce, kot lene in tako naprej, potem v bistvu sem državotvoren. To ni bilo sporočilo filma, upam. Ne, to ni bilo sporočilo. Sporočilo filma je bilo, da je revščina, da bi morala postati kategorija, ki je protiustavna. In to so zelo velike besede, to pomeni, v ustavo bi morali napisati, ampak tudi to, kaj dosti verjetno ne bi veljala. Mogoče bi morali jeti od spodaj navzgor. To pomeni z zelo jasnimi ukrepi, tistimi, ki recimo strokovnjaki točno vejo, kater člen v zakonu bi bilo potrebno popraviti, da bi se že veliko naredili, da ne bi prihajali do zlorab do delavcev, otrok, ljudi, ki imajo nekaj več, recimo nepremičnin, pa z njimi ne morejo upravljati, ker so mrtve in tako naprej. Če bi se te majhne stvari, pravzaprav nekaj bi morali biti od zgoraj navzdol, ta sporočila, da moramo biti ponovno močna socialna država. In od spodaj navzgor bi morali pa zelo rigorozne ukrepe narediti za to, da bi lahko že jutri se stvari spremenile. Hvala lepa. Še isto stvar vprašam, ni da ne veš, ampak vseeno, je nekaj, kar je posebej nagovorilo, posebej pošlo s tabo domov.
Vsekakor se mi zdi pomembno sporočilo tega filma to, da revščina ni stvar, ki bi se jo mogli ljudje sramovati, je stvar, ki bi se jo mogla politika sramovati. In jaz mislim, da je tudi dobro iz našega vidika to, da vidim, da v civilni družbi različni segmenti, se pravi, nekateri se ukvarjamo s prekarci, drugi z družinami, tretji starostniki, ugotavljamo, da imamo pravzaprav enak problem v tem smislu, da dejansko odgovorni za kreiranje pač tega, da se ustvarijo pogoji za revščino, ne pristopajo na pravi način. In včasih dejansko delamo mehne korake v zakonodaji, ker spreminjamo člen za členom, že to vzame ogromno časa, konceptualno pa ne pogledamo malo naprej. Tako da včasih imamo občutek, da politiki gledajo samo na svoje delo do naslednjega mandata, ne pa malce naprej. In jaz mislim, da to bi mogel biti en tak močni sporočil tega današnjega filma. Kakšen košček, ki bo šel s tabo domov, ostal s tabo v tvoj? Jaz vsekakor, meni je všeč to, da vendarle civilna družba postaja na nek način bolj organizirana in postaja vse močnejše ogledalo politiki. Pač jaz verjamem, da na ta način lahko veliko naredimo za vse ljudi v Sloveniji, vsi skupaj. Hvala. Če ne bojo... Vem, kjer ga bom rekel. A čem bolj sploh kaj vprašati? Ne, vem, kjer stavek bom rekel. Ok. Stavek, ki ga bo rekel Andraž Teršek, je? Vsa tista življenja v revščini, ki so posredna ali neposredna posledica protipravnega ravnanja ali pa nezakonitega ravnanja oblasti ali pa birokratizma, ta revščina je odpravljiva čez noč. Tista, ki je bolj globoka, ima bolj globoke družbene korenine, je s politikami zagotovo odpravljiva vsaj v nekaj letih, ampak tega se je treba resno lotiti. Če zdaj vseeno vprašam, zelo malo stvari najbrž niste vedeli o tega, kar je film pokazal. Ne? Kaj vas je, kljub temu, da je to domača tematika, posebej nagovorilo, bo šlo z vami domov, je nekaj, kar vam je dalo misliti? Jaz imam ta privilegij, da se ljudje pogosto obračajo name malce drugače, kot bi bilo v skladu z mojim delom, učiteljskim delom. Me dojemajo, ko me vidijo na televiziji, kot pač običajnega pravnika, ki ga zanima socialno vprašanje. Tako da jaz imam ta privilegij, da sem s tovrstnimi zgodbami, ki so še bolj šokantne, če so sploh lahko kakšne zgodbe o revščini primerljivo šokantne, vsakodnevno. Tako da razmišljanje o teh vprašanjih je dejansko postalo del mojega vsakdana. Tisto, kar me pa najbolj presune in se me dotakne v nekem drugem življenjsko-filozofskem oziru in se takrat pogovorim tudi malce samim sabo, pa je, kako pokončna, borbena, nekritičarska in nepritoževalna je dejansko drža tistih, ki živijo na samem robu družbe. To pa je vredno občudovanja in tukaj se človek zamisli tudi nad samim sabo. Ampak lahko razumete, ne? Če imate toliko stika z njimi, zakaj so taki, kot so? Torej, človek, razen res izjemoma, ni kriv, da pristane v revščini. In človek, ki življenje spozna skozi to drugo prizmo, življenje na robu, tudi drugače oblikuje ali na neki točki preoblikuje svojo osebnost. Postane lahko tudi bolj čuteč, bolj pozoren na neke druge elemente, ki dejansko živimo, socialno, materialno, poklicno, privilegirano, včasih uidejo, če tudi se trudimo, da nam ne bi ušle. In videti, kako globoko izoblikovane, dobrosrčne, dobronamerne osebnosti so prav tisti ljudje, ki živijo najbolj na socialnem robu družbe, to me vse zdaj znova presune. Kaj vas recimo, čisto tako nakratko bi rekli o filmu, je prinesel to, kar ste pričakovali, ki je bil, ne vem, vršen, kakorkoli? Torej, takšni filmi bi morali biti takšni in podobni na to socialno vprašanje in na sorodna socialna vprašanja bi morali biti nekaj vsakdanjega. Predvsem pa bi to morala biti, po mojem prepričanju, stalna praksa javne radio televizije. In jaz predvsem upam, da bo ta film nov začetek
podobnega dela na javni RTV, ne samo nekaj, kar bomo zapisali v svoj spomin in si bomo čez nekaj let rekli, no, že dolgo ni bilo dokumentarca na socialno temo. O tem se je treba pogovarjati vsak dan, nekaj ur na dan. Hvala.